Lepo pozdravljeni na shodu, pokažimo svojo moč in pridimo malo bliže, da bomo lahko skupaj, da bomo lahko blizu, ker smo v tem skupaj. Raznoliki smo, raznolike želje imamo, raznolike vrednote in to je tisto, kar nas bogati. Skupno pa nam je zagotovo eno. Všeč nam je živeti tukaj. In zato, da lahko svojo bogatstvo, svojo raznolikost, svoje sobivanje izrazimo za boljši jutri nas vseh, imamo v nedeljo čudovito možnost, da nekaj v zvezi s tem naredimo. Kajti kakor se bomo odločili v nedeljo, tako bomo videli, kaj bo vplivalo na nas, kako se bodo naši predstavniki ljudstva odzivali, kaj se bo zgodilo potem v prihodnjih dneh, nekatere posledice pa bodo vidne šele čez desetletja. Zato se v nedeljo odpravimo na volitve vsi, izrazimo svoje mnenje, ne pustimo, da za nas odloča nekdo drug. Naj bodo predstavniki ljudstva tisti, ki jih izberemo sami, da nas bodo predstavljali tisti, ki nimajo horizonta iz danes na jutri, ampak vejo, kako bo svet lahko izgledal in kako naj izgleda boljše tudi v prihodnjih letih, desetletjih in ne nazadnje za tistimi, ki bodo za nas, za nami šele prišli. Čudovito je, da smo se zbrali v takšnem številu in vsak od nas ima eno nalogo do nedelje. Naj vse svoje prijatelje, znance, družino spodbudi k temu, da ne bomo več država, kjer je 1/3 volilnega telesa apatična in potem z veseljem nadaljnja 4 leta po kotih gostilen jamra o tem, kaj so naredili narobe. Vsak od nas ima glas, ima pravico, ki bi lahko bila tudi dolžnost. Dolžnost nas kot državljanov, da povemo, kdo je tisti, ki si zasluži, da nas sploh predstavlja. Vsak od nas je trenutno v drugačni situaciji. Vsak od nas drugače doživlja čas, v katerem živimo. Ampak jutri je lahko boljše. Zato pojdimo na volitve, izkoristimo to možnost, ki je ponekod po svetu sploh nimajo. In danes smo tukaj zato, da povemo, na kakšen način bi jutri lahko bil boljši. Naredimo to skupaj, naredimo kulturno, naredimo to brez sovraštva, kajti sovraštvo služi samo tistim, ki nas želijo razdvajati in ko bomo razdvojeni, bolj bomo šibki. Pasivizacija volilnega telesa, pozivanje k temu, da ne gremo na volitve, služi izključno kot manipulativno sredstvo tistih, ki si želijo, da pridejo na volitve samo tisti, ki jih podpirajo. Vsak od nas ima drugačno mnenje. Zato imamo tudi nekaj možnosti, več raznolikih možnosti, za katere se lahko odločimo. Danes smo tukaj zato, da se spomnimo, na katerih vse področjih bi bilo smiselno se morda tudi drugače odločati ali odločati bolje. Ostanimo torej v kulturnem diskurzu, pazimo drug na drugega, kajti verjetno nobenemu od nas ni v interesu živeti samemu v jami. V interesu nam je živeti tukaj, vedno več nas bo, svetovna populacija raste, naučimo se živeti drug z drugim, naučimo se presegati razlike in o njih komunicirati varno, prijazno, spoštljivo. In danes želimo komunicirati marsikaj. Začeli pa bomo s tistim, s čimer se tako radi pohvalimo in kar nam daje kot družbi dostikrat ogledalo, kar nam pomaga reflektirati situacijo, v kateri živimo. Ne nazadnje se tako radi pohvalimo, da za razliko od mnogo drugih držav na glavnem trgu glavnega mesta tukaj stoji kip pesnika. Kultura je tista, ki nam zelo dobro pomaga reflektirati družbo. Naj si ustvarjamo ali zgolj uživamo. In zato, da bomo lahko tudi sami nadaljevali v kulturnem dialogu, v varnem prostoru, začnimo tudi mi danes s poezijo. Prosim Drago Potočnjak in Gaberja Terseglava, da se nam pridružita.
Pozdravljeni. Ker smo danes izrazito domoljubno razpoloženi, bi vam rada prebrala pesem Karla Destovnika Kajuha, ki je nastala nekje med leti 1939 in aprilom 1941. Naslov nosi Kratkovidnemu karieristu. Ti, ki si v knjigah pisaril, da z ljudstvom si eno, ti, ki si pel v svobodi in bratstvu, ti si prodal se, prav kakor bi suknjo prodal. Pa saj je naposled vseeno. Narod ne bo za teboj žaloval. Pljunil bo le na tvoje besede. Tvojo ljubezen do zvrhane sklede, ki ga odevala včasih je v krinko pravice, bodo ljudje obsovali in vrgli na gnoj. Sam in preklet boš odslej. Narod bo hodil, kot hodil je prej. Pota, ki vodijo k soncu, naprej. Res je, težko je hoditi. Pregrešno je biti z ljudstvom v teh dneh. Ali prihajajo časi, ko bodo vsi klasi našega dela rodili nam sad. Domovina je ena. Nam vsem dodeljena. In eno življenje in ena smrt. Oton Župančič. Čeprav zapisano toliko let nazaj, določene vrednote ostajajo enake, določene želje ostajajo enake. Tudi ta, da morda pridete malo bližje, posebej tisti, ki morda malo slabše slišite, saj tudi bomo tolmačili tudi govore v slovenski znakovni jezik. Tudi ta je bil vpisan v ustavo. Boste pa gotovo videli lažje, če pridete malo bližje. In lažje bomo videli v prihodnost tudi, če poslušamo tiste, ki jih včasih morda ne slišimo. Tiste, ki so morda za koga premladi ali za koga prestari. Toliko stari smo, kot pač smo stari. Na to ne moremo vplivati, kot ne moremo vplivati na vreme. Dobro pa je, da se med seboj poslušamo in dobro je, da se med seboj slišimo. Kot glas prihodnosti, kot glas mlajših generacij, ki jih moramo poslušati. Kljub temu, da je povprečni Slovenec trenutno star 44 let, se moramo zavedati, da obstaja tudi glas in želje mlajših ljudi, ki jih moramo upoštevati, če želimo skupaj zaživeti dobro. Z nami je Matic Štembergar. Na volitve, ker te niso samo poceni dvoboj med Janezom Janšo in Robertom Golobom. To je odločitev o tem, kakšna družba želimo biti. Morda se zdi, kot da se vse vrti okoli dveh imen, a resnica je, da so te volitve veliko več kot to. Živimo v času, ko svet pretresajo vojne in nasilje. Od genocida v Gazi do vojne v Ukrajini, aktualnih napadov na Iran. To niso oddaljene zgodbe. Politika, ki jo izberemo doma, ima do teh vprašanj stališča, ima glas in ta glas nekaj pomeni. Hkrati doma spremljamo kampanjo, ki pogosto temelji bolj na strahu in delitvah kot na rešitvah. To nas utrudi, naredi nas cinične, apatične. Prepriča nas, da naš glas nič ne spremeni. Ampak ravno to je nevarno, ker ko odnehamo, prepustimo odločanje drugim. Še posebej mi, mladi. Generacija, ki šele vstopa na trg dela in opazuje, kako se svet hitro spreminja in drsi v singularnost. Generacija, ki težje pride do stanovanja in še težje zgradi samostojno življenje.
In to ne velja samo za prestolnico, ampak tudi za manjše kraje, kjer so priložnosti še bolj omejene. Tam so sanje enako velike, le poti do njih so daljše in bolj ovinkaste. Zato je pomembno tudi, kakšno socialno državo gradimo. Ali bo to država, ki omogoča dostopno zdravstvo, šolstvo in dostojno življenje, ali pa država, kjer si varnost in priložnosti lahko privoščijo le nekateri. Na preizkušnji so tudi vrednote Evropske unije. Demokracija, solidarnost, mir in človekove pravice. Slovenija ima priložnost, da ni samo opazovalec, ampak zgled. Da zagovarja pravice žensk in manjšin, se zavzema za mlade in socialno najšibkejše, da odpira prostor dialogu, podpira mir namesto militarizacije, da pokaže, da majhna država lahko ohrani hrbtenico. Zato te volitve niso nepomembne, niso samoumevne. Moramo voliti, ker če ne odločamo mi, bodo namesto nas odločali drugi. Hvala. En glas lahko spremeni marsikaj. Vaš glas lahko spremeni marsikaj. Zagotovo ste videli kakšne ankete, ki so vam povedale, kako bo izgledalo po volitvah. Malo kdo pa je verjetno pogledal v ozadje teh anket, kjer bi lahko ugotovil, da na takšnem vzorcu, kot so se delale, bi lahko že en glas krepko spremenil procente ali vsaj promile tega, kar smo nazadnje videli. Zato glasujte po svoji vesti in glasujte tako, da ne boste nikomur drugemu škodovali. En glas je pomemben. Pomemben pa je tudi glas univerzalnega jezika. Glas glasbe. Glas, ki ga nihče ne more ustaviti zaradi tega, ker lahko potuje od enega do drugega in hkrati deli sporočilo miru. Nihče si ne more prisvajati inštrumenta. Inštrument je lahko kjerkoli. Harmoniko poznamo v džezu, harmonika izvaja klasično glasbo. Nihče si ne sme apropriirati inštrumenta za voljo politične kampanje. Inštrument govori sam zase, glasba govori sama zase, vi pa v nedeljo prav tako spregovorite sami zase in za druge. Harmonika je del, ki ga spremljamo, in harmonika je nekaj, kar je prisotno tukaj naokoli. Sprejmimo jo brez predsodkov, čeprav nam mogoče kakšna pesem ni všeč. Estetski okusi so različni in o njih ne bomo sodili. To je vendar tisto, kar nam pomaga, da se ne zaljubljamo vsi v iste ljudi. Tako se lahko lepo razporedimo in si ljubezen delimo. Na harmoniki danes Matija Solce. Ja, tudi moj vnuk bo igral slovensko glasbo. Tudi moj. Ampak tako in drugačno, saj vemo, saj nisem narodno zabavna slovenska glasba, a ne? Vi pa poskrbite za to, da bo Dak, mislim, da Dak ne bo spet prišel na oblast. Mislim, Donald. Eno slovensko smo rekli, a ne? Ko me je na svet prišel, že je bil baron in njegov papa in stric bila sta grof in fon. Gremo, cinca Marinca, ta je zoper nas, hop, v ta črna skrinca vrgu. Še enkrat, ojci. V ta črna skrinca vrgu je svoj glas je Na planke šel sedet, padel na štrapac in njegov. In zdravniki so dejali, ta urenja reakcionarja, gremo, cinca Marinca, ta je zoper nas, hop, v ta črna skrinca vrgu je svoj glas. Ajde Slovenija, cin. V ta črna skrinca vrgu je svoj glas, z dinarjem se mi zaigrati, men se zdi, to je nevaren špas, men se zdi, da boš bi bile frnikule za nas. Je, cinca Marinca, ta je zoper nas, hop, v ta črna skrinca vrgu je svoj glas, oj, cinca Marinca, ta je zoper nas, v ta črna skrinca vrgu je svoj glas.
recimo. Dokaz, da lahko pojemo v brano, ste pravkar pristavili, zagotovo pa nam to dokazuje tudi to, da največje skupine ljubiteljske kulture v Sloveniji sestavljajo prav zbori. In dokažemo, da smo lahko v brani tudi v misli miru in sprejemanja. Nadaljujemo pa z Renato Salecl. Ob vsakih volitvah slišimo isto. Moj glas ničesar ne spremeni. Dajmo biti iskreni. To ni samo dvom, to je udobna laž. Ker če vaš glas res ničesar ne bi pomenil, se nihče ne bi tako trudil, da bi vplival na volitve. In ja, razumem jezo. Politika vas je razočarala, obljube so bile prelomljene. Veliko ljudi ima občutek, da jih nihče ne razume in posluša. Ampak povejmo jasno, to ni razlog, da ostanete doma. To je razlog, da pridete. Danes živimo v času, ko nas nenehno provocirajo. Odprete telefon in vas zalijejo žaljivke, cinizem, poniževanje. Vse je glasno, vse je agresivno. In kaj naredimo? Nič. Gledamo, se jezimo in se umaknemo. To je točno to, kar sistemu ustreza. Jeza brez dejanj, frustracija brez posledic. Ker ko vi ne glasujete, nekdo drug odloča namesto vas. In ne, to niso boljši ljudje. To so samo bolj motivirani, bolj organizirani, pogosto bolj radikalni. Moč ne izgine, vedno pripada nekomu. Če je ne uporabite, jo preprosto oddate. Ne glasovati ni nekaj nevtralnega, to je odločitev. Odločitev, da se odpovete vplivu. Odločitev, da prepustite drugim, da odločajo o vašem življenju. In ne, neudeležba ni protest. Protest je viden, tako kot skupina danes tukaj. Protest ima učinek. Neudeležba je tišina. In politika zelo dobro deluje v tišini. Če rečete, nimam za koga glasovati, vsi so enaki, potem zavračate izbiro in zavračate tudi odgovornost. Namreč demokracija ni storitev, ki jo nekdo drug opravi namesto vas. Je nekaj, kar obstaja, samo če sodelujete. Če ne sodelujete, je ni. Zato si nehajmo lagati. Problem ni, da naš glas nič ne pomeni. Problem je, kadar ga ne uporabimo. Zdaj, če ste jezni, glasujte. Če ste razočarani, glasujte. Če ne zaupate politiki, še toliko bolj glasujte. Ker največje darilo, ki ga lahko podarite sistemu, ki vas razjezi, ni vaš glas, ampak je to, da se umaknete. In potem se nič ne spremeni. Seveda se ne. Kako naj se spremeni, če vas ni? Zato nehajte čakati, da se stvari uredijo same od sebe. Ne bodo se. Pojdite ven, pokažite se, uporabite svoj glas ali pa sprejmite, da bodo drugi odločali namesto vas. Izbira je vaša. Glasujte. Še malo se bomo posvetili glasbi in ne pozabite, dovoljeno je tudi plesati, čeprav nas je včasih strah, da nas ne bi pri tem kdo obsojal. Ampak poskusimo tudi tako, brez obsojanja in z glasbo Mine Košar.
Besede včasih manjkajo, se znajdeš v zgodbi, kjer besed ni in dejanja niso dovolj. Tišina, boleča milina, se vprašaš, zakaj ni bolečina, a mogoče je tako prav. Prazna sporočila, a sem mislila, da si igriva. Vse, kar vidim, je, da si za trenutek izpustila. Ampak moja duša je zdaj sivina. Daj stavi se, da zadiham, spusti me, da ostanem in premik naredim. Si ne želim iste pesmi pet, da končno spet odkrivam nov svet. Ta svet prinesel ni besed, jih zavil je v lepo darilo in naučil jih je leteti. Ko pride pravi čas za to, se sestavijo v celoto, da za sabo pustiš vse to. Prazna sporočila, a sem mislila, da si igriva. Vse, kar vidim, je, da si za trenutek izpustila. Ampak moja duša je zdaj sivina. Daj stavi se, da zadiham, spusti me, da ostanem in premik naredim. Si ne želim iste pesmi pet, da končno spet odkrivam nov svet. Gremo volt. Gremo volit tudi zato, da bomo lahko še naprej rekli, da je Slovenija zelena dežela. Kajti politiki po vsem svetu za voljo korupcije in polnjenja lastnih že tako prepolnih žepov pogosto delujejo na tak način, da so zato pripravljeni žrtvovati okolje. Okolje, ki ga potrebujemo, da lahko živimo, da pijemo pitno vodo, da jemo sadove narave. In okolje je nekaj, o čemer moramo spregovoriti, o čemer ne smemo biti tiho. Več o njem okoljska aktivistka Jasmina Jerant. Dober večer. Zdaj prvo ne mi zameriti, bom naredila eno fotko, dajte vsi pomahati, da pokažem na Primorski, da žabarji v močveri ipak niso tako ignorantski. Bravo, Ljubljana. To je za naše dol. Allora, na volitve, ka nismo ene mone, ko bi rekel moj pokojni nono Stanko, kmet iz Rihemberka, branika v Vipavski dolini, rojen tik pred veliko vojno, nato pa po srečnem naključju preživel fašizem in drugo svetovno. Moj nono Stanko, ki je bil vse življenje kmet v Rihemberki in rezal trte. Trte, ki jih po znanstvenih napovedih na Primorskem kmali ne bo več mogoče gojiti, ker gre vse v maloru. Zato na volitve
ker nismo mone, ker ne moramo pustiti, da gre vse v maloru, oštja. Ja, Ljubljana, na volitve, ker ko pojdejo vrtovi, drevesa in ptice, pojde tudi ljubezen. Kot je leta 1970 zapisal in upam, da bi mi danes tudi dovolil, da ga omenim, izjemni Matej Bor, pesnik in prvi predsednik Komisije za varstvo okolja, v prekleto vizionarski pesnitvi, v kateri popotnik v atomskem veku propada in neomejene industrializacije preizkuša svojo človečnost, svoje srce, svojo dušo, svojo moč in svojo odgovornost. Zakaj na volitve? Zato, ker smo zdaj, 56 let kasneje, mi tisti popotnik v atomskem veku, ker so zdaj na preizkušnji naša človečnost, naše srce, naša duša, naša moč in naša odgovornost do okolja, narave in do sočloveka. Na volitve, ker v tem prekleto živem atomskem veku moramo ostati človek in se postaviti v brk volkovom na svetovnih tronih kapitala, tehnike in vojaštva. Ker kljub vsem dvomom imamo možnost izbire. To se lepo vidi danes tudi v Posočju, ko se je v zadnjih 4 letih tudi zaradi politike obrnil list in to na bolje. Zato gremo voliti, da ne bodo na najbolj rodovitnih kmečkih zemljiščih stale tuje lakirnice avtomobilov, tuje cementarne pa neomejeno onesnaževale slovensko okolje in ogrožale zdravje ljudi. Gremo voliti, ker če ne gremo voliti, potem arogantno se postavljamo nad naravo, nad okolje in nad sočloveka in pristajamo na to, da gre vse v maloru. Da se lahko fevdalistična elita današnjega časa hrani z našimi življenji, ogroženimi z vedno bolj onesnaženim okoljem. Za dobiček, proti človeku, proti trtam, proti vrtovom, proti drevesom, proti pticam in proti ljubezni. Zakaj torej na volitve? Zato, da ne bomo mone. Zato, da nas ne bo sram. Sram pred našimi zanamci, otroki, nečaki, vnuki. Sram, kak svet, kako deželo smo pustili takrat, ko smo še imeli šanso ukrepati. Ukrepati, da tisti, ki jih imamo radi, ne bodo umirali zaradi onesnaževanja. Mater je mraz. Moramo voliti, ker ko nas bodo vprašali, kje smo bili na tisti pomladni dan leta 2026, ko se je odločalo o trtah, vrtovih, drevesih in pticah, nas preprosto ne sme biti sram. Zato ne bomo mone, bodimo človek porka putana in pejmo voliti. Smrt fašizmu! Gremo voliti, da ne bo rabil biti sosed sosedu volk, ampak človek človeku človek. Prihaja Aleksandra Ilijevski. Danes je pomladno enakonočje, kar pomeni, da od danes naprej bojo dnevi svetlejši, malo dlje in upam, da se bo to odražalo tudi še kje drugje. Pararam, 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 pararam. Metulji grejo v nebo, v nama pa so lučke. Tromostov je barvajo, zamenjali so bučke. Po zemlji hodim, letim, drživa se za roke. Ti mi rečeš, kaj mi je, greva na volitve.
Želim ti dobro, veš, in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam, da ti ujamem dan. Želim, da srečen si v vsaki ulici, saj jaz bom že kako si barvala nebo. Želim ti dobro, veš, in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam, da ti ujamem dan. Imam še slike vse in tvoje dihanje, še vedno nosi me. Pararam, 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 pararam. Včasih sam si jaz vsem, vzemi kar prihaja. Včasih dnevi so noči in ljubezen vaja. Metulji, ki te nosijo, so letel pomladi. Rože smo, ki prosijo, da nas imajo radi. Želim ti dobro, veš, in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam, da ti ujamem dan. Želim, da srečen si v vsaki ulici, saj jaz bom že kako si barvala nebo. Želim ti dobro, veš, in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam, da ti ujamem dan. Imam še slike vse in tvoje dihanje, še vedno nosi me. Pararam, 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 pararam. Pararam, 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 pararam. Kam moramo v nedeljo? Kam si želimo v nedeljo? Kam morajo tudi vsi ostali v nedeljo? Gremo torej na volitve. Naslednja pa antropologinja Svetlana Slapšak. Tako. Dragi sodržavljani, sodržavljanke, gremo na volitve, najbolj zgodovinske volitve od osamosvojitve. Daleč za nami so velike napake, pogosto škodljiva politika in omejevanje, če ne prav izničevanje socialne politike in tudi napadi na človekove pravice. Na vse to je zdaj prišla le zarota, ki jo je zakuhalo privatno obveščevalno podjetje. Nihče je ni razkril, razpadla se je pred našimi očmi, kar je neumna, prostaška, banalna, neprofesionalna. Ali res hočemo to? Ali res hočemo sistem, v katerem Janša plava kot krap v kalni vodi? Če bi Janša zmagal, bi spet doživeli tisto, kar smo že spoznali in bi bili spet na napačni strani zgodovine. Na površje bi spet izplavali vsi frustrirani, maščevalni, perverzni, omejeni. Zato, oziroma za posledično upor proti temu, nimamo časa. Jaz nimam časa. Svet se prehitro spreminja v pekel. Slovenija lahko stane otok dostojnosti, lahko pa se utopi v prevladajoči tok.
Če sveta že ne moremo spreminjati, ostanimo vsaj zvesti boljšim idejam. Ne smemo se podrediti umazanim zavezništvom tistih, ki bi genocid v Palestini nadaljevali v Libanonu, Iranu in povsod, kamor ponorelim morilcem padne na pamet. Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče. To je parola, ki sem se naučila kakšnih 50 let nazaj. Bodimo glas razuma v areni norcev, kar edino to lahko zagotovi končno zadovoljstvo in morda, samo morda, tudi ustvari trenutek in prostor za dostojno življenje. Te volitve so postale referendum, ko točno vemo, česa nočemo in upanje vlagamo v tiste, ki vsaj delno razumejo, kaj hočemo. Od trenutka zmage naprej pa se lahko prepustimo vsem dvomom, kritiki in zadržkom, ki si jih izbranci zaslužijo, da bi tako na oblasti imeli takšne, ki bodo premogli enako odgovornost. Do sedaj so se tako takšni izkazali na levici, zdaj pa se odpira možnost, da in še druge prosim, plagirajte se med sabo. Če bi antijanšizem zmagal, ima lahko smisla vse. Majhnost, ki zahteva vrhunsko etičnost, zaprtost, ki se zlahka odpira, žalost, ki prehaja v večni karneval, revščina, ki ustvarja na tisoče užitkov. Ven iz ječe, iz zanke, iz zlobne luknje in vladavine pohlepa in skopuštva, sklicevanja na prevzete, ukradene kvalitete, dol s čuvajem smetišča. Moramo voliti, to je tehnični pogoj, enostaven, v osnovi nesmislen, tako kot stekleni ključek v Alisi v čudežni deželi, vendar, ko ga imamo, vsega krhkega, lomljivega, enkrat v rokah, je pot v čudežno deželo odprta, če tudi skozi zelo, zelo mehna vrata. Srečno glasovanje jutri. Samo še 48 ur in odštevamo. Kajti v nedeljo naj vas slišim še enkrat. Kam gremo v nedeljo? V čim večjem številu. Zdaj pa z nami še enega posameznika naj izpostavimo. Enega od nas mnogih. Ne pozabimo, skupaj smo v tem. Dragan Petrovec prihaja, pravnik in kriminolog. Na volitve moramo, ker je treba ustaviti zlo, ki se razrašča po delu sveta, in ker moramo dokazati, da nas je tistih, ki spoštujemo človeško življenje, več kot onih drugih, ki pobijajo ali pobijanje podpirajo. Pajdašenje z izraelskimi agenti je grdobija. Bojim pa se, da so druge stvari še hujše. Pred leti sem na neki parlamentarni seji govoril o dokumentiranih povezavah SDS in strankinega vodje z neonacisti. Iz sedežev so se nemudoma dvignili ogorčeni poslanci in zahtevali, da se taka laž takoj izbriše iz zapisnika. Ko sem prišel domov, so me že čakala sporočila z grožnjami. Danes je slika precej drugačna. Nihče ne zanika več tega. Funkcionarji SDS se javno hvalijo in fotografirajo z neonacisti, njihov vodja se brati z enim glavnih zagovornikov ustaštva na Hrvaškem, ki ga je zaradi njegove skrajnosti celo režimska televizija naših sosedov izključila iz svojega programa. In Hitler, heroj, je bil v prejšnji vladi prejemnik podpore in državnega denarja. Kaj pomeni neomajna zvestoba in podpora človeku, ki bi rad naredil Ameriko spet veliko na ruševinah preostalega sveta? Ali ne spominja na ukaz leta 1991, da je treba napasti obkoljene vojašnice? Če ne bi imeli razumnih poveljnikov, ki so zavrnili izvršitev tega ukaza, bi bila Slovenija porušena. In le 3 leta kasneje, ko je sedanji vodja opozicije zagovarjal in uveljavljal pooblastila vojske nad civilnim prebivalstvom v mirnem času, so se grožnje z državnim udarom, ki bi povzročil
kaj drugega kot pobijanje med Slovenci stopnjevali do nevarne točke. Kaj pomeni današnja napoved o organizaciji za pregon migrantov po zgledu ameriške ICE? Nič drugega kot pobijanje ljudi brez strahu pred posledicami. Sedanja koalicija je prinesla marsikatero razočaranje, čeprav ne samo tega. Drugačna koalicija obeta katastrofo za vse, razen za izbrano elito, naprimer del podjetništva ali del zdravništva, katerih podporo današnji opoziciji je močno čutiti že dlje časa. In za zaključek. Slovenija je po cerkveni statistiki dežela vernih ljudi. 70% je katoličanov. A kdor med njimi živi po Kristusovem nauku, slovenske desnice ne more podpirati. Zato gremo voliti za človeka vredno in znosno bivanje v prihodnje. Imamo med nami tukaj tudi eno protestnico, aktivno državljanko, ki je prišla čistko slučajno mimo grede in je izrazila izrazito željo, gorečo željo, da nam prebere eno pesem. A bi vas zanimali jo slišati? Pa bi Natašo Gruden povabil tukaj pred mikrofon, da nam prebere pesem. Zadnji vers Iga Grudna, pesem Sinku. In zadnji vers se glasi nekaj v zvezi z današnjo situacijo. Naj kdorkoli kdaj te vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, zanjo bori se naprej. Zdaj pa se meni zdi, da moramo izkoristiti ta čas pred nedeljo, ko lahko dejansko se zberemo na tem trgu, brez da bi nas rabilo skrbeti, da bo ta trg poln robokopov, brez da bi nas rabilo skrbeti, da je ta trg razdeljen na polovico, da se nas stiska ob rob, da se nas kaznuje, da se nas preganja, da se nas zasmehuje in da se nas napada zaradi tega, ker smo aktivni državljanke in državljani. In zato bi predlagal, če se strinjate, da izkoristimo to našo ustavno zagotovljeno pravico do združevanja in izražanja v javnem prostoru, dokler jo imamo in dokler jo lahko izkoriščamo, da naredimo en manjši simbolični krog po mestu, če ste za. Namreč, čigave so ulice? Čigave so ulice? Čigave? Dobro, potem pa gremo en krajši krog po mestu, držimo se skupaj, pokažemo, da nam ni vseeno, pokažemo, da si upamo iti tudi na ulice, izraziti, pozvati mirno k volitvam. Šli bomo za temle napisom, na katerem piše, gremo na volitve. Pomembna informacija pa še je, da se bomo ustavili pred Ministrstvom za zdravje, kjer bo dr. Dušan Keber izpostavil, zakaj so te volitve tudi volitve za prihodnost našega javnega zdravstva, če ga hočemo obdržati. In ustavili se bomo tudi pred ameriško ambasado, ki nam skupaj v navezi z državo Izrael trenutno pripravlja 3. svetovno vojno in tam tudi par besed spregovorili. Potem pa pridemo vsi skupaj tukaj nazaj na trg, zaključimo in imamo tudi še eno posebno presenečenje za na koncu. Tako da, evo, pogumno, udarno, odločno in skupaj gremo na ulice in pokažemo, da je to naša pravica in da jo lahko izkoriščamo pod to vlado in če nas gre za dosti volt, tudi pod naslednjo.
zorganiziramo, kaj piše tam na tem napisu, na volitve gremo, ker jabimo javno zdravstvo, neznanec iz publike, kar sem bližji stopte, da se bo videl ta napis. Skratka, tukaj smo prišli pred Ministrstvo za zdravje, na tem ministrstvu smo tudi pod to vlado, smo bili pred tem ministrstvom na ulici in protestirali in zahtevali to, da se javno zdravstvo zaščiti. Bivši minister za zdravje, dr. Dušan Keber, bil je deležen diskreditacij vseh možnih oblik, poskušali se ga je utišati, ampak je vztrajal in opozarjal in tudi si drznem reči, preden bo on spregovoril, da smo v teh zadnjih 4 letih prvi korak naredili proti temu, da se začne javno zdravstvo ne samo spodjedati in krušiti, ampak da se ga začne ščititi. Zdaj pa dovolj od mene, pa bi povabil na tole črno kocko dr. Dušana Kebra. Že dolgo vemo, kako se Janez Janša, njegova stranka in njegovi sateliti na desnici borijo za oblast. Z napadi na civilno družbo, medije, sodstvo in druge institucije. Z lažmi, diskreditacijami, podtikanji, pritiski, ustrahovanjem in zarotami. Z vodnim topom in solzivcem. In nazadnje z zbiranjem kavarniških obrakovanj s pomočjo tujih špijonov. Ne slepimo se, kdor tako pride na oblast, bo tako tudi vladal. Vendar pozor, na teh volitvah se ne bomo odločali samo med načini vladanja, med demokracijo in avtokracijo. Odločali se bomo tudi o njegovi vsebini, o tem, v kakšni državi bomo živeli in morda dolga leta. Tisti, ki pravijo, da jih politika ne zanima, ali ki odobravajo metode Janeza Janše, morajo vedeti naslednje. Posledice njegove vladavine ne bodo prizadele samo njegovih nasprotnikov. Prizadele bodo večino ljudi v tej državi. Gre namreč za izbiro med dvema modeloma države. Prvi model, ki ga je izbrala sedanja koalicija, res da po oklevanju, po izgubi časa, po stranpoteh in po napakah, je model socialne države. To je država, ki zdravstvo, šolstvo, socialno varnost organizira kot javne sisteme, dostopne vsem. Ki temelji na načelu solidarnosti, po katerem vsak prispeva po svojih zmožnostih in prejema po svojih potrebah. In ki zmanjšuje neenakosti in preprečuje, da bi osnovne življenjske priložnosti postale odvisne od njegovega premoženja. Drugi model, ki ga razbiramo iz načrtov, letošnjih načrtov opozicije, je iliberalna država. To je država, ki razume ključna družbena področja kot prostor za trg in zasebne interese, v kateri zdravstvo, šolstvo in socialna varnost postajajo vse bolj odvisni od plačilne sposobnosti, ki zmanjšuje solidarnost in odgovornost in jo prenaša z družbe na posameznika in ki krepi položaj političnih in ekonomskih elit, slabi pa neodvisne institucije in civilno družbo. Opozicija napoveduje, da bo porušila dva ključna stebra javnega zdravstva. Prvič, razkosala bo našo enotno zdravstveno blagajno na več manjših zasebnih zavarovalnic. To je tudi za strokovnjake nora poteza. Ni pa nora za finančne kroge, ki želijo dobiti v roke milijarde javnega denarja in z njimi kovati dobičke. To razkosanje bo večkratno povzročilo stroške delovanja, tekmovalnost med zavarovalnicami, ki jo tako napovedujejo,
pa bo zgolj to, katera zavarovalnica bo pridobila k sebi najlažje in najbolj profitabilne bolnike. Drugič, desnica bo pri financiranju izenačila javne in zasebne izvajalce. Vsi bodo brez razlik črpali iz iste vreče javnega denarja. To pomeni odtok denarja, kadrov in pacientov iz javnega v zasebni sektor in razpad javne zdravstvene službe na množico posameznikov, ki ne bodo imeli in ne bodo prevzemali odgovornosti za dostopnost vseh državljanov v državi do njihovih potreb, ki bodo brez odgovornosti za neprekinjeno nujno pomoč, za preventivno dejavnost za vse prebivalstvo, za odzive na epidemije, za izobraževanje in tako naprej. Vsak zase bo samo skrbel za svoje paciente. Cilji desnice so torej jasni. Uničenje javne zdravstvene službe in dvotirno zdravstvo, hitro za tiste, ki lahko dodatno plačajo, počasno in skromno za vse ostale. To ni več javno zdravstvo, to je trgovanje in ustvarjanje dobičkov z javnim denarjem. Bodimo pošteni, sedanja oblast ni bila popolna. Naredila je napake, vendar se je iz njih učila in začela je zaustavljati razgradnjo javnega zdravstva. Sprejela je nekaj dobrih ukrepov, ukinila je dopolnilno zavarovanje, začela je omejevati dvojno prakso, dvoživkarstvo, enega od glavnih mehanizmov, kako se uničuje javni sistem. Lahko ji verjamemo, da bo te reforme hotela dokončati. Prijatelji in prijateljice, državljani in državljanke, čez 2 dneva bomo glasovali. Glasujmo za javno zdravstvo in ne za trgovanje z zdravstvenimi storitvami. Glasujmo za zdravstvo, ki je dostopno vsem, ne glede na dohodek. Glasujmo za solidarnost med državljani in ne za profit elit. Javno zdravstvo ne obstaja samo od sebe. Obstaja samo, če ga branimo. Zato pojdimo na volitve in odločimo, kakšna družba hočemo biti. Javno zdravstvo je treba zaščititi pa je treba tudi mir in preprečiti, da Slovenija zdrsne v militarizacijo. Zato nas čaka naslednja postaja in zadnja postaja, preden se vrnemo na Trg Republike, in to je ameriška ambasada. Zato, ker Amerika ta hip poskuša začeti 3. svetovno vojno po nareku istih ljudi, ki so poslali svoje paravojaške enote, svoje paravojaške obveščevalce sem v Slovenijo, da bi pomagali pridobiti te volitve za Janeza Janše. Gremo pred ameriško ambasado. Zdaj pa mene bi se malo postavilo vprašanje, ker novinarji niste vedvi in policaji, vi zaslužite se bojite. Kaj je z našo stroko, hočem slišati drugo mnenje, hočeš vedeti razlog, fokus tema si življenja. Eni so brez službe, drugi delajo od doma, tretji izgubijo upanje, se vršijo z balkona. Greg Belovič, ne zaradi naših grafov, bo najbolj fokusiral zaradi smiselnih ukrepov. Če ne razume slovensko. Bližje
izvistite. Eno zanimivo dejstvo smo ugotovili danes tukaj na ulicah. Od vseh prostorov v tem mestu, od vseh ulic v tem mestu, samo ena ulica je, samo en prostor je, kjer državljani in državljanke te države ne moramo se zbrati mirno in mirno izraziti svojega mnenja. In ta prostor je prostor pred ameriško ambasado. A je tudi komu drugemu to nenavadno? Zakaj od cele Ljubljane, od vseh drugih ambasad, od palače predsednika vlade, od parlamenta, vse ostale prostore lahko slovenski državljani in državljanke, prebivalci te države, lahko se zberemo in mirno imamo protest. Edino pred ameriško ambasado pa je to onemogočeno. A želimo biti hlapci Amerike in ZDA in Izraela? A želimo nemo podpirati genocid, ki se dogaja v Palestini in vojno, ki so jo začeli v Iranu? Zato smo danes tukaj in zato smo danes tukaj, da prisluhnemo tudi besedam tistih, ki dejansko umirajo zaradi teh politik po celem svetu. Zato bi zdaj povabil Drago Potočnjak, da nam prebere pesem Zapis, ki ga je napisala palestinska avtorica med genocidom, ki trenutno poteka. Nur Abdel Latif, če moram stradati. Če moram stradati, naj bo to z dostojanstvom v očeh mojih otrok, ne z rokami, zvezanimi z molkom. Naj bo svet priča, da se nisem uklonila lakoti, temveč ostala na nogah, še ko se je nebo izpraznilo in zemljina usta zaprla. Če moram stradati, naj še v tem pestujem upanje svojih otrok. Naj ne bom številka izgubljena v obovah pod črto. Naj morje ponese moje ime na obale, ki so pozabile moje ljudstvo. In naj veter še teče. A ni to žalosten poklic, ko moraš Američane braniti? Ja. Ko kruha. A ne bi raj nas. Ja, nas obranil, ne pa Američane. Gaj? Jaz mislim, da če pride Jaroslav, da bodo našli. Na mikrofon bi povabil Erika Valenčiča, da spregovori par besed o tem, kaj se trenutno dogaja po svetu in tudi v Sloveniji. Dobar dan, da pozdrav vsem skupaj in vsakomu posebej. Rad sem ljudem, ki jim kažemo te hiše hrbet. Prebral bom izjavo v imenu mednarodnega glasbeno-kulturno-umetniškega kolektiva, imenuje se Float to Gaza, ki je lani 7. avgusta na festivalu Plavajoči grad oziroma Floating Castle organiziral glasbeno-kulturni večerni dogodek v sodelovanju s palestinskimi glasbeniki in glasbenicami iz Gaze. In letos bo, oziroma naslednji vikend 28. marca, bo v Kino Šiški ponovno potekal takšen dogodek, ki bo povezan direktno v sodelovanju prek spletne povezave, prek video posnetkov v živo z mestom Gaza. In zdaj gre izjava v imenu, kot rečeno, mednarodnega kolektiva Float to Gaza. Naslov je Mi smo Gaza. Lani smo pozvali kulturne delavce in delavke po vsem svetu, naj se pridružijo globalni kampanji solidarnosti
s palestinskim ljudstvom in kampanji kljubovanja mašineriji smrti in genocida. Naše sporočilo je bilo jasno in glasno. Zbudite se, preden se zbudite v Gazi. Kruta in žalostna stvarnost današnjega sveta je, da je to postal svet fašizmov in diktatorjev. Diktatorjev, ki vodijo vojne proti narodom, zaštevajo ozemlja, plenijo vere, povzročajo ekološko uničenje in doma zatirajo disidente. Svet tehnološkega nadzora, zatiranja in množičnih pobojev, ki jih trenutno izvajajo v Gazi. Svet prepleten z lažmi, čeprav je resnica vsem na očeh. Hvala. Nezmožnost sveta, da prepreči genocid v Gazi, spreminja svet v Gazo. Toda v sami Gazi človečnost vztraja in preživlja, kljubuje skozi desetletja okupacije, leta blokade in zdaj genocida tako, da neguje med drugim umetnost in ohranja kulturno dediščino. Ta človečnost, ta upor sta naša navdih in vodilo, sta naš si svetlobe v svetu teme. Če je svet Gaza, potem bomo peli palestinske pesmi in recitirali palestinsko poezijo, plesali ples dabke ter se povezovali in sodelovali s palestinskimi umetniki in izvajalci in umetnicami in izvajalkami. Gradili bomo mostove med nami, ki jih nobene bombe ne bodo mogle porušiti. Ustvarjali bomo, nastopali, peli, plesali in stali z ljudmi iz Gaze kot eden, saj smo eno človeštvo. Skupaj bomo odločili, kakšno stvarnost želimo za naš svet in dosegli jo bomo tako, da jo bomo ustvarili. Vsi mi, vsak od nas, navsezadnje, mi smo ljudje tega sveta, mi smo Gaza in mi smo Palestina. Hvala vam, vidimo se v nedeljo na volitvah in vidimo se 28. marca ob 7. zvečer v Kino Šiški na Plovtu Gaza. Hvala. Dobil sem predlog za minuto tišine za vse, ki zdaj ta trenutek umirajo zaradi vojn, zaradi pohlepa in zaradi politikov. Na tej točki, ob teh komentarjih, mislim, da je primerno, da pošljemo tudi temu našemu ameriškemu diktatorju, ki se trudi postati svetovni diktator, eno umetniško, malo bolj artikulirano sporočilo, kot to, kar smo ga slišali. In bi povabil pred mikrofon Borisa A. Novaka, ki je posebej za to priložnost pripravil eno sporočilo Donaldu Trumpu. Ta pesem je zgrajena na pomenu besede Trump v angleščini, ki pomeni aduta pri kvartanju. In od tod prihajajo izrazi to over Trump ali pa to under Trump pri kvartanju, v bridžu in pri whistu. En od pomenov je pa to Trump up. Trump up evidence je pravzaprav dokaz, ki je ponarejen. To je odlomek iz pesnitve, ki je postavljena v nordijsko mitologijo. Je pa monolog ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Jaz trobentam ZDA in prisegam le na poker. Meni vsaka zvezda da. Sem predsednik
Jolly Joker. Kažem Arktiki usodo. Led na severu je moker, spremenjen v slano vodo, kar ponuja prosto cesto, da planetu dam svobodo. Grenlandsko rudninsko gnezdo bo bleščeči prapor ZDA obogatilo z novo zvezdo. Tudi seksapilna Kanada, ki kriči, da sem falot, bo odprla noge, daj. Vsi tujci morajo odtot. Samo mi smo tu doma. Jaz sem meč in moč in pot do Združenih držav sveta. Tu ni revežev. Jaz kujem zlate sanje brez meja. S paravojsko, kaznujem vse drugačne, temnopolte, vse begunce, reve, tujce, demokrate, Minnesote, matere, očete in v zbor njihovih otrok, te sirote, ki si zaslužijo zapor. Trotli, jaz sem vaš gospod. Lomim pamet in odpor. Jaz sem 13. tarot. Ukrajini nudim dim. Daj mi vse, pa sva si bot. Bratu Putinu dam Krim. Moja tarča je Kitaj. Jaz sem papež, jaz sem Rim. Oh, democracy, goodbye. Klešem vsem enake krste. Svet je moj privatni raj. Bog in batina človeške vrste, jaz vsem sodim, da ste šodar. Rad si oblizujem prste. Kroda me oranžni kodr, mojster sem preprodajalec, plešem čez vesoljni oder. Bližnji vzhod je seksi talec. Prdnem vojno na Iran. Angel smrti, zmagovalec, špricam kri čez ves ekran. Letalo nosilka plove bombardirat Teheran. Jaz sem nobel, jaz sem lovec, lep Nobelovec za mir. Mir, stop, svet carinim kar čez palec. Moj je panamski prekop, moje ruševine Gaze, odkoder brž preženem trop, otrok in mater, togolazen in se zidam za elito riviero sred oaze. Moja moda so vaš modni hit, Moja je venezuelska nafta, moj kubanski rum za pogum na hitro. Moji hlapci vse države NATO, moje banke, borze, seks, kri, kripto, moji fajli Epstein, vse mi rata. Ali ni to šik? Ali ni to glavni smisel, slavni smotr, srat povelja s polno ritjo, hkrati pa kot kruti boter, kot vrhovni borzni broker, narode porivat noter, pod peklenski bančni kovter. Bičam kurbo od Evrope, ki pod mano smrtno hrope. Jebem svet, ta zlat kazino, v črno luknjo materino. Angleški prevodi, obstaja, sem prevedel, bom poslal jutri. To je to. Da bi to Pirkovič slišal, bi se zjokal in zamislil nad svojim življenjem. In ne bi ene
enega verza, ene besede ne bi več napisal. Hvala, da lahko smo srečni, da imamo s sabo tudi take umetnike. Mi pa gremo zdaj še mimo tega edinega prepovedanega območja v celotni Ljubljane, nazaj na Trg Republike, skupaj zaključimo in skupaj bomo rabili od vseh vas, da vzamete tudi še letake, mobilizacijski material in da naredimo vse, kar je v naši moči, da spravimo vse na volitve. Z nami je pa tudi Zlatko, ki nam bo na Trgu Republike še predal eno pomembno sporočilo. Gremo na Trg Republike! Del te solidarnosti je tudi samo žrtvovanje in to, da daš druge in dobro skupnosti pred sebe. Tako da Zina se bo zdaj pripravila, potem sledi pa še Zlatko in mogoče še kaj drugega. Zina in Sani San. Sani San je pa še na koncu, Sani San je tudi z nami, tako da ostanite, zdaj smo se malo greli med potjo naokrog po mestu, zdaj pa smo tukaj in izkoriščamo to priložnost, da lahko kjerkoli, razen pred ameriško ambasado, normalno se premikamo po ulicah in hodimo. Drugače, ena zanimiva stvar se je še zgodila pred ameriško ambasado, ki bi jo zdaj izpostavil, stream, ki je šel na socialna omrežja o tem protestu, je bil pred ameriško ambasado prekinjen. Tako da če računamo, da bomo mobilizirali po socialnih omrežjih, pač se moramo zavedati, da tudi socialna omrežja so nadzorovana in po nekem čudnem naključju točno pred ameriško ambasado je ta stream, ki je šel na socialna omrežja, nehal delovati. Zdaj pa, evo, predajam mikrofon Zini in vas prosim za posluh. Naše nosilce transparenta pa bi povabil, da stopijo dol na tla, tako da jo bomo boljš videli. Medtem, ko potekajo priprave, samo še enkrat povem, tamle so letaki, tam so še stvari, ki jih lahko vzamete sabo, vsak lahko prispeva na svoj način, eni s kitaro, eni s tem, da v svojem bloku razdelijo čim več letakov, nalepijo še kakšno nalepko in spodbudijo vse, ki jih poznajo. Vsaj enega človeka prepričati, ki ne bi šel voliti, da gre na volitve, je že ogromna stvar. En aplavz, prosim, za Zino. Dober večer. Ta pesem govori o mojih občutkih ob grozotah, ki smo ga s sestrami deležne pod rokami moških. Teci hitro kot le gre. Teci, zdaj lovijo te roke, ki grabijo. Da pozabijo. Čuvaj luč, ki še gori. Čuvaj se, ob tebi zdaj leži. Čakam pod pretvezo junaka.
Sanjaj, sanjaj, svet, ki še stoji. Sanjaj, ko meglijo se oči in izginjam, tok ljubezni prekinjam. Drži ob sebi še ljudi. Drži svojo dlan, ko jo spusti. Beži, roke sama odveži. Mlajša, slajša, nič nas ne skrbi. Nič ni kriva, vedno bolj bledi. Zvonimo potoči, je sama po noči. Teci hitro, kot le gre. Teci, ko zagledaš te roke. Hvala lepa. Prosim, da se v nedeljo vidimo na voliščih in se vidimo. Videli smo pa tudi še nekaj novih letakov, smo jih uspeli najti, tako da kar pojdite in jih raztrosite, dajte jih naokoli. Predvsem pa poskrbite, da bojo vsi šli, da bomo rekli, da jih nismo metali stran. Tudi okolje je treba čuvati, ne nazadnje, katerikoli sistem že je, temelji na odgovornem posamezniku. Na posamezniku, ki se zaveda, da ni sam, ki se zaveda, da so okoli njega ljudje, in na posamezniku, ki ve, da svoboda izražanja mnenj ne pomeni samo dreti en čez drugega, ampak pomeni artikulirati mnenje, argumentirati ga in pa predvsem se o njem informirati in izobraževati, ter ne iti z glavo skozi zid, ampak mogoče sprejemati kompromise in se iz vsakega pogovora tudi nečesa naučiti. Kajti le tako se lahko upiramo populizmu, ki nam ponuja enostavne rešitve, ki morda zvenijo enostavno, kot se nam je zdelo v šoli, ampak stvari so seveda bolj zapletene, marsikaj se skriva pod globino in dajmo to globino nenehno reflektirati, dajmo ugotavljati, kaj se pod njo skriva in zato ne soditi vsega po prvem videzu. Odločajte se na podlagi argumentiranega mnenja, svoje artikulirano mnenje pa seveda izražajo tudi reperji. Eden je danes z nami, Zlatko prihaja. Dobro večer tudi v mojem imenu. Meni je zelo žal, da moram danes repati en komad, ki sem mislil, da ga nam rabo več nikoli repati. Dobro je, da je ostal zapisan. Gre za komad Delavske pravice. Skratka, ena sama misel, preden začnem. Ja, dame in gospodje, ko pridem na trg oziroma z vami na sprehod, ko slišim recimo Borisa, mi je jasno, zakaj sem tukaj. Vam pa verjetno tudi. Prosim za glasbo. Pa kar na glas, ja. Še malo monitor.
Ostajam kritično pero za politično telo. Poslušaj lirično zlato, moraš vedeti, ni vse lepo. Rizično je to, a za delavce ne bo. Kje so njihove pravice, to vprašal bi lisice. Črke na papirju, brez dejanj bledijo. Vidim samo številke, za družine se borijo, izkoriščajo poštene duše. Posluš me, bil sem tam ka oni, s prasti imam izkušnje. Kdo te bo zaščitil, danes je taka moda. Moderne službe doleti, kruta usoda. Žal me je ljudi, ne pravica mene zmede. Bil sem dekl za vse, pa pozabil sem na sebe. Ne vse reč, ne drugač, družba te požre. Kolikor se jim boš dal, vedno hotel bodo še. Nočem zvenet kafotar, poslušaj moje mnenje. Videl boš popisan sin, za katerim je življenje. Dela se za vikend, dela se za praznik. Dela se za minimalce, oberate privatnik. Neplačene račune, dela se ob malci. Delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dela se za vikend, dela se za praznik. Dela se za minimalce, oberate privatnik. Neplačene račune, dela se ob malci. Delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Pa nej, čim prej, srečajo se z grobom. Vsi, ki niste plačali delavcom delovno dobo, imeli zvestobo do poletja, niso imeli poletja, ne časa za družino, ko so ubijali se od dela. Skrival bolečino, niso hodili na bolniško. Vprašal mamo sem zakaj, ker plačo dobi nizko. Tako made za ljudi, ki jih ne slišiš jambrat. Heroji borbe časa za otroke morajo garbat. Ne bom govoril dvakrat ljudem, ki se borijo. Jezik je zavezan, oči njih spregovorijo. Vzeli so nam pravice, ubili dostojanstvo. Rabimo pošten folk, ne pa veze in poznanstvo. Priča mi je Bog, vsak od nas je gladiator. Ko te stisnejo v kot, zaprejo te v blok. Vsak od vas je X-faktor, dajem dol ven kapo, naj živi prvi maj. Vi ste upanje in zakon. Dela se za vikend, dela se za praznik. Dela se za minimalce, oberate privatnik. Neplačene račune, dela se ob malci. Delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dela se za vikend, dela se za praznik. Dela se za minimalce, oberate privatnik. Neplačene račune, dela se ob malci. Delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Ko se zbujaš v samotno jutro, vsako jutro, včasih bi se zjokil, ko si mažeš kruh s putrom. Dvomaš, da bo zmogel, želja ti se veča, z njo pa tudi starost in izmika si se sreča. Kam je šla mladost, koliko hiter je minil, samostojno smo dobil, a smo zmagali ali zgubil. Veliko vprašanj, ljudje čivkajo kot vrabci. Ko se vprašaš, kje so hlapci, se oglasijo na oblasti. To razjezite, ne pravice zabolite. Čivkajo na meno, prave prane imajo skrite. Požirk črne kave, prv cigaret. Človek pomisel, a se splača sploh živet. Žena te objame, predvsem so lepša. V sosednji sobi je tvoja prava sreča. Odpravim se od doma, vsak dan znova. Veš, da ni lahko, sam grem vsak dan znova. Dela se za vikend, dela se za praznik. Dela se za minimalce, oberate privatnik. Neplačene račune, dela se ob malci. Delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dela se za vikend, dela se za praznik. Dela se za minimalce, oberate privatnik. Neplačene račune, dela se ob malci. Delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dame in gospodje, držite glavo gor. Kljub temu, da vedno rečem, da je svet lep, nažalost, zna biti včasih nepravičen. In če nekaj šteje, šteje vaš glas. Tako da ne ga vršite v kanto, povejte vsem svojim znancem in prijateljem, vejo, kaj morajo narediti, če hočejo boljšo prihodnost oziroma da ostanemo v nekem miru. V nasprotnem primeru, jaz bom plesal, za vas pa ne vem. Ni še konec, nadaljevali bomo z DJ Sunny Sunom. Konec je pa govora, vsaj tukaj na odru. Naj gre govor med vas. Vedno si je dobro vzeti trenutek časa za razmislek, čeprav nenehno hitimo. Brez trenutka za razmislek težko gremo naprej. Ostajamo, ne razmišljamo. Ampak ostanite, razmislite. Naj mislijo tudi drugje. Mislite, izkoristite svoje pravice, dokler jih imate, morda jih nekoč ne bomo imeli. Poskrbimo za to, da jih bomo ohranili, da jih bomo okrepili, da bomo lahko z njimi nadaljevali. V boljši svet, v boljši jutri, ki je lahko možen, če držimo skupaj. In ko rečem držimo in uporabim prvo osebo množine, to ne pomeni, da ostajajo nekje drugje, neki drugi, da smo mi in da so oni. Vsi smo mi, vsi smo ljudje, vsi si želimo živeti, vsi si želimo preživeti in nihče od nas ne želi životariti. Zato moramo v nedeljo na volitve.
vsi. Moramo se izraziti in dajmo se izraziti. Zato v nedeljo, kam gremo? Gremo na volitve, gremo volit. Lepa hvala za obisk in hvala za mirno preživljanje tega dne, ki smo ga lahko preživeli brez provokacij. Naj tako gre tudi naprej. Naj bo čim manj sovraštva, čim manj razkola in čim več dobre muzike. Pa še zadnjič povemo, še letakov tam pri kombiju, vsak od vas, to je ena minimalna stvar, ki jo lahko naredite. Vzemite en pok letakov, razstalite ga, jutri je sobota, jutri je predvolilni molk, ampak za državljanke in državljane pozivanje k volitvam nikakor ne šteje kot kršenje predvolilnega molka, samo to bom rekel, muzika pa zdaj zares. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Nehajte prelagati breme na Jezusa. Zavračam, ker sprejemam življenje. Samo Boris noče biti tistih, ki jim vsejenje. Zavračam, ker sprejemam življenje. Samo Boris noče biti eno duni. Zavračam, tako se začne, prvo zavrnem, da la začnem sprejemat, kar zame važen je. Zavračam glumit, pa sam ga sebe sprejemam, jo raj sem zunaj, kot da v globalu mentalno dremam. Ker to ni nič več kot to, mentalni dremaš za mlade nališpance, ker častijo telo. Zavračam zavračanje ljubezni, mladi jezni iz nepravih razlogov. Ne vidijo del od svojih krogov, jaz se iščem v kvadratu. Proti NATO že od leta 98, samo Boris nič več, vreden slo mal manj, pa zdaj vidiš, kdo sem. Zavračam drage štacune, tiste za bogatune, une, kaj je v bistvu kul, da se iz njih daj kaj sune. Ne moreš biti kar si, če ti je dovolj samo to, kar ponuje City Park 3. Dost mam dehumanizacije strani korporacij, padaš v bed, če ne nabavaš hiter najbolj modnih hlač si. In kaj s temi bejbami v kopalkah, ki neki prodajajo, manjeni polo enakopravnosti spolov. Kada bom kupil izdelek za ženske z geni v skladu s trenutnim pojmovanjem lepote, ma nič ne znajo prodati brez golote. To tle je za vse prenašalce sporočila, kak ne prenesejo, če ni v igri dost velike vsote. Jebi tak hip-hop, če za moralen beat stop, zavračam beat pop, čeprav med ko lahko laži dobit job. Nisem MC kafura, sam ko za sabo kruma, moj pristop do svoj človeka, lahko mu rečeš kar anti-gluma. Očiten znak, da nekaj ne štima, ko samo Boris predstavlja glas razuma. Mislim, že botanična metafora je dobra za opis resnice, gnev se razcvetejo na poljanah nepravice, jo zavračam. Ker sprejemam življenje, samo Boris noče biti tisti, ki jim vsejenje. Zavračam, ker sprejemam življenje, samo Boris noče biti tisti, ki jim vsejenje. Zavračam, ker sprejemam življenje, samo Boris noče biti tisti, ki jim vsejenje. Zavračam, ker sprejemam življenje, jo ni šans, da pomenu tisti. Ena za Palestince, dva za Iračane, tri za Srbe, štir za Slovence, posod poteka boj. Eni hočem višji sloj, jaz hočem razvoj, samo človeka noče biti stroj, pa dvigam glas, ker hočem preboj. Na višjo raven, naraven pristop, ko pridem zraven, nočem biti glaven, hočem met antikonkaven pogled. Da vidim del odlažne zbire na policah, TV ne so toplo v nepomembnih novicah. V vsem tem obdobju se počutam neudobno, slišam se na radiju, pa si rečem, evo temu hočem zveneti podobno. Skratka zavračam zanikanje sebe, jo, sem kar sem in nisem čisto vse ostalo. Sem dost kesa, life je lahko težek kot stota sklica, pa je Boris še težji, ko stopam na oder spet sam. In se ob sili diskriminacij starejših skušam ne obremenjevati s tem, koliko let imam. Gradim neprofitne stanovanja kot besedni arhitekt, hočeš govoriti srca, pa fokneš teka dialekt, zavračam smatranje žensk za objekt. Baby, zmeri z ljubeznijo do tebe, jo spolnost brez spoštovanja je degradacija samega sebe. Dost mam duševnih impotentnežev, ka se jim jebe. Namest da bi ljubili, posegam za višjimi cilji, nočem biti ujet kot bogataš v vili. Zavračam nacionalizem, kaj če si pol-pol, vse o pomankanju lastne identitete ti tudi narod da pride prav. Ne čakat na šov, rap se posluša, ne gleda, striptiz mi je cool edin takrat, ko se slač beseda. Škoda mala, ohrani dostojanstvo, raj kot visoke blondinke, imam više poslanstvo. Sam glede na odzive, ki jih dobim, ko povem svoje mnenje, ne bi bilo čuden, če bi del svoji plati naslov teženje. Jo zavračam, ker sprejemam življenje, samo Boris hočem videti tisti, ki jim vsejenje. Zavračam, ker sprejemam življenje, samo Boris hočem videti tisti, ki jim vsejenje. Zavračam, ker sprejemam življenje, samo Boris hočem videti tisti, ki jim vsejenje. Zavračam, ker sprejemam življenje. Revni spet
te položaju nižjem. Rodaj pa veliko dušno daruje Mašo pod dvometrskim zlatim križem. Zavračam institucionalizacijo vere in njihove eksperte. Ideja kot je Bog zapirajo v modre kuverte. Namest da se ga čut, se moli na glas. Dogmatski okviri ne pustijo človeku svobodno zraz. In pa so, nekaj mora biti hudo narobe z družbo, ko mi hoče beba na plaži prodajati zobno pasto. Ugasnem TV, kar reklame ne reklamirajo, ampak forsirajo, jaz pa zavračam pritisk. Obračam na list v knjigi z naslovom Živeti danes in ohraniti spoštovanje, izogibajoč se okovom. Ulično znanje, ne makadamska modrost, vsega svit pa furam post. Zavračam zaničevanje ostalih, prepričevanje sebe, da so ljudje živali, da bi sami spadal pod človeški. Srednjeveški način je obvladovanje množic, pred oči naga telesa in zvokovancova ušesa. Slovenske sanje se končajo pri golfu pred hiško z rožcami, skratka, vse mora biti tip-top, sam hip-hop, sploh ni pop. Gledam velikane v parlamentu, pa vidim, da sem v primerjavi z njimi jaz v bistvu biklop. In to s dvemi očesi, včasih s to tretjimi žika, tudi ob super sprejemu je čudna slika. Ludijo gradove v oblakih, pa piham, da razjasnem ne bo, da jaz sem vodam na pop TV, da lahko ugasnem to. Ne buram se na tuj talent, uspel mi z lastnim bo, tako da jebi marketing. Ni treba, da ti je cool drugačno, sam spoštovati oprobi. In če nočeš pazi, tudi neandertalci so bili homofobi. Kot golobi, urbani, grobi, verni samoboris, brez potrebe po fancy garderobi. Ljubim množice jazov in med njimi stike, zavračam posploševanje, red individualiziram posameznike. Na mikrofonu ne masturbiram, zavračajoč misel, da se sporočilo predat nedavne stike. Industrija gor dol, bori se star človek, ljubezen je pomol, stop nad valove. Na vrhunanje spodobljeno, jaz pa na klancu kot divan. Jo, jaz sem, ker zavračam bit bivan. Be able to gaslight, brother. You will not be able to block, unfollow, mute, or swipe left to disengage with the revolution. It will be immersive, live streaming in its entirety and uninterrupted on every platform, but the revolution will not be televised. There will be no monologue at the top, no choose your adventure midway through, or panel discussion to follow as we drone shot into the previously scheduled program. The link is absolutely in the bio. You cannot hit that like button and subscribe. The revolution will not be televised. The revolution will not be lit. You won't find a discount QR code to it in your junk email along with coupons for the President's Day sale at Overstock.com, eBay, or Amazon. The revolution is not made possible by the Mellon Foundation and listeners like you. The revolution is not going to come, it has come in the form of a rude awakening to the current paradigm shift and the acknowledgement of a new day. We are currently living in the proverbial future. It is now more important than ever to prioritize living by example as we emulate the divine. It is now more important than ever